Dober večer vam voščim. Korakamo v hladnejše dni. Upam, da vas po grlu še nič kaj ne žgečka in da dobro skrbite za svoj imunski sistem. O njem bova precej govorila tudi z mojim nocojšnjim gostom. To je dr. Nikola Krstič iz podjetja Micmengeš. Dober večer. Dober večer, dober večer. Dr. Krstič, a preveč govorimo o odpornosti in imunskem sistemu ali je pametno spet takole na jeseni reči in spomniti kakšno o njem? Ja, to na vsak način je v redu. Tudi imunski sistem je pa odvisen od našega gibanja. In jaz sem predlagal, da bi spregovorili spet o tem, kako se gibljemo, kaj nas pri tem najbolj ovira, katera je tista bolezen, ki nam najbolj moti gibanje, in tukaj na TV Arena smo že večkrat govorili o tem. Povedali smo, da tista bolezen, ki je tukaj najbolj nekako vplivna, se pravi, ko gre za motnje pri našem tem normalnem gibanju, ki ga imamo v življenju, ta bolezen je osteoartroza. To je recimo že tako pri posamezniku, tako v strokovnem smislu je to očitno. Če ti ena bolezen napade sklepe, potem si tam, se ne moreš dovolj gibati in je to potem problem. Problem je za vse skupaj. Če se manj giblješ, živiš manj zdravo, ko živiš manj zdravo, vse tisto, kar je tvoj zdravstveni problem, je večji problem in potem tudi pri imunskem sistemu seveda smo prizadeti, smo na slabšem. Zdaj recimo tako je pri posamezniku, ko se pa pogledamo kot celota, je pa tudi ta bolezen, ki je pri posamezniku tako velik problem, ugotovimo kar naenkrat, da je med nami zelo veliko, nadpovprečno veliko, in jaz sem tukaj tudi nekajkrat povedal, da je to bolezen, ki je najbolj številčna med nami. Torej, tam nekje od 25. leta pa recimo v teh 4 dekadah tja do začetka 3. življenjskega obdobja je prizadetih 12%. To je veliko. To je, mislim, kdorkoli se majčkeno spozna na medicino, ve, da je to ogromna številka. Ampak ta ogromna številka pa v 3. življenjskem obdobju še bolj skoči. In starejši ljudje 70-80 let pa naprej, recimo, tudi 85, 90 in tako dalje, pa sploh, tam so ti procenti, 70%, 75, 80, je pa tudi to nekako že vsakomur, ja, seveda, normalno, sej, stara mama pravi, vse me boli, vse kosti me bolijo, to je to. No, torej, to je ta bolezen, ki je med nami, ki nam povzroča veliko problemov, ki nam tudi krajša nam življenje, to lahko tudi povemo, ta bolezen nam krajša življenje. In ker je toliko in ker je tako vplivna pri vsakem posamezniku, seveda tudi to krajšanje življenja je kar fajn izrazito in lahko tudi kakšno tudi na ta račun ponovimo danes. No, ampak da se ne bi preveč recimo zateoretizirali, povemo še recimo to, kako je s to boleznijo. Imamo kvartet znakov, to smo tudi večkrat rekli, pokanje v sklepu, trdota gre v sklepe, trdota gre v kolena, je pel Janez Bončina Benč. Malo ga omenimo. Potem vnetje se pojavi v sklepih in na koncu tisto, kar je najbolj problematično in kar je najbolj nekako prisotno, boleči občutki ali pa bolečine. Zdaj, kot rečeno, jaz mislim, da je prav, da se spet o tem pogovarjamo, ker zdaj pred dnevi sem bil na terenu, a veste, poslovno, strokovni razgovori in tako naprej. In zanimivo, kaj je prišlo ven v eni taki pravzaprav strokovni razpravi.
a ne. Zdaj, kje je bilo, kdo in tako naprej, seveda ne bom povedal, ampak smo imeli direkten, konkreten strokovni razgovor in pač tako rekoč polemizirali. In zato smatramo, ne, da je prav, ne, da pravzaprav še enkrat si povemo, ne, kako si lahko pri takšni bolezni, kot je osteoartroza, kot je obraba hrustanca, kako si lahko res učinkovito pomagamo. Ne. In predlagam, Ja. da v tem času, ko pripraviva nekaj nasvetov, povabiva tudi najne gledalce in gledalke, da nas seveda pokličete na telefonsko številko, ki jo boste imeli ves čas oddaje izpisano na ekranu. Pokličite in vprašajte, karkoli želite od gosta slišati. Zdaj že približno poznate njegove teme, pa tudi nocojšnja seveda ne bo odveč, kot smo slišali, je to ena najbolj razširjenih bolezni, zato verjetno imate z njo tudi kakšno izkušnjo v bližnji ali daljni soročščini. Ne? Ja. Gospod Krstič, kako se je torej lahko lotimo učinkovito? Ja, glejte, naprimer, konkreten primer, a ne, tisto, kar sem prej govoril, pa bom kar nadaljeval, ne, kako naj mu svetujem zdravilo glukozamin, pravi nekdo, ne, ko ga pa tako zelo boli, se mi je smilil in mu nisem mogla dati glukozamina, ampak sem mu svetovala protibolečinske tablete in to je to. In jaz to zagovarjam. Vidite, zdaj pa tu pa zdaj en problem not skrit, ne. Jaz razumem to empatijo in jo zelo cenim. Empatija pomeni, da sočustvuješ z nekom. To je izjemno. Ne. Ko strokovnjak sočustvuje z svojim bolnim sogovornikom, recimo, ne, pač kdorkoli v zdravstvu to že je, ne, in ki mu lahko nekaj svetuje in ko z njim sočustvuje, to je v redu. Ne. Samo zdajle, če mu pa recimo pomagaš tako, ne, da mu daš samo v primeru osteoartroze, ki je na napredovalnem štadiju, ki smo že pri bolečini, to je napredovali štadij, prej smo rekli 4 znaki, en za drugim si sledijo in se stopnjujejo in bolečina je napredovali štadij. In zdaj, če mu ti samo svetuješ protibolečinske tablete, ok, tisti prvi hip smo veseli, je on zadovoljen in tako naprej. In je samo videz, da smo zdajle naredili tisto, kar je najboljše, kar je nekomu pomagalo in tako naprej. Samo kaj sledi? Sledi to, mislim, potreben je premislek, ne? Potreben je premislek, da torej bolečina je pomembna, a ne? Te opozori. Če ti imaš boleče koleno, potem ga manj obremenjuješ, ne? In nekako čisto tako refleksno, a ne, poskrbiš za to, da ga poškoduješ manj, a ne? Ker že itak je poškodovano, pa te boli in potem ga manj obremenjuješ in ga s tem nekako šparaš, a ne, mislim. To je v redu, ne? Samo zdajle se moramo lotiti zdravljenja, ne? Zdaj, če se pa lotimo zdravljenja samo tako, da zdravimo posledico, to se pravi samo bolečino, ok, se bolečina umiri, on začne hoditi, kot da nič ni, ne? In potem tisto, kar je poškodovano, še bolj poškoduje, a ne? Vse to smo mi že povedali, samo jaz vidim, da je treba to ponavljati, ne? In ker on to še bolj poškoduje, se mu bolečina vrne nazaj. In je jemal protibolečinska zdravila, a ne? To so kure, tu govorimo o kurah, a ne, recimo V nekem obdobju. v nekem obdobju, recimo en teden, a ne, samo to, a ne, pomeni, da se mu v tem obdobju njegovo poškodovano tkivo še bolj poškoduje, ker hodi tako, kot da nič ne bi bilo, v resnici pa je, mislim, problem in on to, kar je poškodovano, še bolj poškoduje in se bolečina vrne. In je tega, recimo, protibolečinskega učinka kmalu premalo, a ne, ker ima pač določeno zmogljivost in ima protibolečinsko zdravilo za takšno in takšno bolečino, to obvladamo, a ne. Ampak potem pa, ko on hodi, kot da nič ni, ne, se tkivo še bolj poškoduje, bolečina se poveča, a ne,
premaga protibolečinsko učinkovanje, a ne, in se vrne nazaj in je bolečina večja. A si mislite potem, kakšen je to recimo stres, ne? Pa saj sem imel protibolečinsko zdravilo. Pa kako to, da je zdaj bolečina večja? Ja, in kaj zdaj? Ja, vidite, a ne? Mi pa danes se sprašujemo, ste prej vprašala, kako učinkovito pomagati pri obrabi hrustanca, a ne? Pri bolezni, ki je zelo razširjena pri nas, a ne? In danes, mislim, vse gledalci in gledalke vedo, da imamo odgovor, ampak je treba to ponavljati. Sem videl, da je treba to ponavljati, a ne? Ja, kaj zdaj? Ja, kaj zdaj? Oboje hkrati. Ne pozabiti na glukozamin, ker glukozamin je edini, ki odpravlja vzrok za bolečino. Glukozamin torej pospeši tvorbo hrustanca, ki se je obrabil, ki je stanjšan in tako naprej. Seveda ne deluje na hitro, ne deluje čez noč. Pri nekaterih imajo srečo, pa prime kar hitro, lahko. Tudi v enem tednu so zadovoljni, a ne. In potem, ko smo recimo, če recimo je tak primer, kot sem ga povedal pač na začetku, sem je smilil, tako zelo ga je bolel, pa sem mu dala protibolečinske tablete, glukozamin vem, da ne prime hitro, pa mu nisem dala. Ne, je treba tudi glukozamin dati. Je treba tudi glukozamin dati. Na vsak način, a ne. In potem glukozamin svoje dela, popravlja, gradi, a ne, se odebeli, hrustanec postane debelejši, bolj čvrst, bolj prožen in tako naprej. Zaščiti kostno tkivo na površini, na kateri se hrustanec nahaja in potem čez čas, a ne, protibolečinskega zdravila ni treba, ne. Zdaj, a je to kakšen vsem problem, mislim, v jemanju recimo tega protibolečinskega zdravila, a se bo kaj to zmanjšalo? Svetovna izkušnja pravi, da ne bo zmanjkalo tega jemanja protibolečinskega zdravila, ne bo zmanjkalo. Bolezni je ogromno, pa še staramo se. Vi veste, koliko se staramo, ne? Staramo se, v Sloveniji se zelo staramo. Tako da tega problema, da bi zdaj se manj jemalo protibolečinskega zdravila, ni samo gre za to, za kvaliteto, kaj posameznik doživlja. Treba mu je resnično z ene in z druge strani, se pravi, in z protibolečinskim zdravilom, v takem primeru, kot sem navedel, s tem, in z glukozaminom priti naproti, ne, in ga potem pelati naprej, ne, da se stvari izpeljajo vsemu prid pravzaprav, ne samo posamezniku. Ne. Zagotovo imamo med gledalci tudi koga, ki je recimo prestal operacijo. Ja, ja. Kakšne so pa tam potem izkušnje iz prakse? Ja, izkušnje iz prakse, ne. Zdaj, takole. Tudi to so aktualni strokovni razgovori, mnenja, ki ponekje prevladujejo, ponekod niti ne, ampak so pa med nami. Recimo, kaj imam v mislih? Imam v mislih to. Moj gospod, ali pa gospa, za katerega pač skrbim kot strokovnjak, je prestal operacijo zaradi obrabe hrustanca in vse mu ni treba več imati glukozamin. To je to. Ja. Halo. To je zdaj spet problem, ne? Stvari so širše. Stvari so širše. Tudi praksa, dobro, za nekaj časa recimo lahko da ima mir, ampak zelo kmalu, zdaj odvisno od primera do primera, ampak sigurno bo ta bolečina spet prišla. Ne v tem sklepu, lahko celo v tem sklepu, ker ima protezo. Tudi te primere poznam.
Tudi te primere poznam. Tudi za to protezo je včasih potreben glukozamin, ker glukozamin je gradnik, veste. To je kot opeka v hiši. Ne? In zdaj, če ti imaš živo tkivo, eno kost, pa drugo kost, pa umetni sklep, pa ta umetni sklep prihaja v kontakt z eno kostjo, pa z drugo kostjo. In zdaj tu ta povezava, če je dovolj glukozamina, se naredi bolj kvalitetna. Ne? Zdaj, nekateri tukaj težave imajo, nekateri nimajo, ampak kot rečeno, poznam primere, ki so imeli tudi tukaj težave, ne? In tudi že zaradi tega bi bilo potrebno, da jemlje glukozamin, naprej, čeprav nima več sklepa, ne? Pa hrustanca, ampak je vse umetno, ne? Ampak zdaj pa moramo se pa širše vprašati, ne? Pa se nima samo tega sklepa, se ima še človek, ki ima sicer 80 sklepov, in če se mu operira koleno, ostane še 79 drugih sklepov. Ne? In vsi ti sklepi so podvrženi istemu dogajanju kot tisti sklep, ki je bil operiran oziroma ki je bil nadomeščen z umetnim sklepom, z protezo. To se pravi, treba je izhajati iz tega, ne, da je obraba hrustanca sistemska bolezen. In to vemo. In zdaj, ko tako razmišljamo, potem to recimo, da imamo operacijo, zdaj glukozamina ne rabi več, ne pride v poštev. Ne pride v poštev. Pravzaprav je sklep obraten. Sklep je obraten, kakršnekoli poseg se naredi na sklepu zaradi obrabe hrustanca, to je najboljši dokaz. Mi tako tudi svetujemo v Mitsmenge že desetletje in pol. Tako smo naštudirali, smo se tako naučili in jaz mislim, da je dejansko tako, no. Se pravi, katerikoli posegi imamo, ali tisti najmanjši, recimo, ko se samo rečemo mu artroskopija, veste. To zdaj po domače pomeni, da se recimo sklep, ki je prizadet, ki malo boli in tako naprej, ki tudi poka lahko in tako naprej, ki ima vse te znake obrabe hrustanca, pa se ga slika in se vidi, da not plavajo eni okruški, pa ta hrustanc je mečken razpokan in tako naprej. In z artroskopijo se gre noter, pa se posesa tiste okruške, da ne dražijo več tkiva noter, Če je recimo kakšna razpoka, se tisto lahko tudi lepo, elegantno, mislim, to mojstri, so vrhunski mojstri, kirurgi, to kapo dol, mislim, resnično, in se to uredi, samo, ko se to vse skupaj uredi, ko se potegne ven tisti figroskop iz sklepa, ko se lepo vse skupaj elegantno zašije, mečken ena taka brazgotina ostane, not pa manjka hrustanec. Stanjšan hrustanec je še vedno, In kaj zdaj? Ja, se ves čas govorimo, ko imamo obrabo hrustanca, ko je hrustanec. Stanjšan je mat zdravilo glukozamin. In to pomeni tudi ta najmanjša operacija, ta recimo najmanj zahteven poseg, kirurški v sklepu, je pač največji dokaz, da je potrebno takoj preiti na redno, trajno in neprekinjeno ter vseživljenjsko jemanje zdravila glukozamin, ki ta hrustanec popravlja in ga potem tudi vzdržuje. Tako da, jaz mislim, da smo dovolj argumentirano povedali. Vsaka operacija, najboljši dokaz, da je treba jemanje zdravila glukozamin začeti jemati redno, trajno, neprekinjeno, tudi če te ne bolijo sklepi. Tudi če ne bolijo sklepi. A veste? Ker ni nujno, da bolijo. Smo rekli prej, imamo 4 znake, na koncu je bolečina, ampak oni znaki pa so prisotni, boli pa ne. Bova povabila še k sodelovanju, torej vabljeni, če imate kakršnokoli vprašanje na temo obrabe hrustanca ali z drugimi temami povezanimi s tem, kar nocoj govoriva, vabljeni, da nas pokličete v oddajo in sodelujete z vprašanji, morda za kakšnega prijatelja ali pa tudi zase. Ne bomo vas preveč podrobno spraševali, bo pa dr. Krstič dal še kakšno informacijo ali pa telefonsko številko, da se lahko slišite tudi izven oddaje. Vabljeni k sodelovanju. Dr. Krstič, pred oddajo ste mi dejali, da so zdravili
zdaj zdravniki razvili že izjemne možnosti, med drugim tudi, da je mogoče ustaviti transplantant, Ja. če sem pravilno črkovala. Avtotransplantant celo. Tako, kar pomeni, da nadomestite v bistvu tistega, ki ga ni več, oziroma nadomestijo. Tisti del. Recimo. Približno tako. Ja, ja. Ampak kaj se pa potem zgodi? Tudi tukaj vi opažate, da Ja. potem ena vrzel nastane. Ja, zdaj, veste, tako je. V avtotransplantacijo hrustanca, se pravi, nekje poiščemo hrustanec, ne, ponavadi je to lahko na medenici, ne, medenica to je ta, veste, ne, kost, ne, tole, ne, taka posoda, ne, v kateri je naš trup, ne, vse si predstavljate, medenica, pa noge, pa v medenici je trebuh in tako naprej, hrbtenica gre iz nje in tako naprej. Ne? No in seveda, mislim, vsaka kost ima pač nekaj hrustanca, ne? No in zdaj pri avtotransplantaciji, ne, recimo konkretno, če gre za en sklep, kjer je premalo hrustanca, se tam odreže, ne? To je možno, ne? In se potem ustavi tukaj noter in pač imate svoj lasten hrustanec, ne? In to je čudovito, veste, mislim, ni nobenih problemov z zavračanjem tkiva, ne, z zniževanjem imunskega odgovora, ker mislim mi, ne, če dobimo torej tujek, ne, je pač nevarnost, da to organizem zavrne. Tudi pri operacijah, recimo, teh organov je nevarnost, ne, in potem je treba pač znižati imunski sistem, imunosupresija, pravimo, ne. No in mislim, skratka, tukaj to vse odpade. Pri avtotransplantacji hrustanca to odpade. Samo. Zdaj pa, ali je tudi tukaj, tudi pri tej operaciji, jaz sem prej rekel pri vseh operacijah, in sem dejansko mislil pri vseh operacijah, in sem tudi mislil tudi na to operacijo, ki ste zdaj omenila, to vrhunsko operacijo, avtotransplantacijo hrustanca, ne? Ali je tukaj tudi potrebno zdaj jemanje glukozamina, ne? Vete, logika je jasna, ne? Če se vprašamo, zakaj pa je prišlo do obrabe hrustanca v kolenu, ker smo naredili avtotransplantacijo? Tisti vzrok, ne, za katerega, mislim, zdaj vemo, medicina tukaj ni več v dvomih, ne, vzrok je pomanjkanje glukozamina, ne? In to pomanjkanje glukozamina, mi z avtotransplantacijo nismo na to pomanjkanje z ničemer vplivali. To je ostalo, to je noter, organizem živi s tem, s to težavo naprej, ne. In zdaj, kaj to pomeni? Tudi ta hrustanec, ki smo ga dali v sklep, naš, mislim, lastni hrustanec, ne, je podvržen dogajanju, ki ga, recimo, prestajajo vsi hrustanci v naših 80 sklepih. In tam vemo, ne, da se hrustanec bolj razgrajuje, kot se tvori. A ne? Se pravi, ga manj nastane, kot se ga obrabi. In isto velja tudi za ta avtotransplantat. Ta avtotransplantat žal postaja čedalje tanjši. A veste? Nič bolj odporen ni. Ja, ni, ker je to naš hrustanec, kot vse ostali, vse smo ga od tam tudi vzeli, a ne, a veste. In je v istem telesu in tako naprej. In kaj zdaj? Ja, spet pridemo na tisto, kar sem rekel, a ne. Tudi pri tej operaciji, jaz to operacijo, a veste, moramo vrednotiti. To je izjemno velik napredek v medicini. To so čudovite stvari. Samo jemanje glukozamina, pa bom rekel z eno latinsko parolo, condicio sine qua non. To je pogoj, brez katerega ne moreš. Mora biti izpolnjen. Se pravi, tudi pri avtotransplantacji hrustanca je potrebno redno, trajno in neprekinjeno ter vseživljenjsko jemanje zdravila glukozamin. Se pravi, tudi pri tej operaciji, ne, ja, zdaj mi je še ena žarnica prežgala, ne, matične celice, ne, sej, mogoče, vse to je mogoče od gledalcev pa gledalk to nekaj bral, ne, ampak tukaj se dogaja podobno.
tako kot pri avtotransplantaciji. Ne. Matične celice, to so celice, ki se pojavijo na začetku življenja, pri zarodku, ne, in teh to so celice, iz katere potem nastajajo vsi organi, vsa tkiva v človeškem telesu. Ne. Se pravi, matične celice in potem nastajajo naši organi, ne, v plodu, ki se razvija v maternici. Ne. In v popkovnični krvi je vse polno matičnih celic. Ne. Vse polno matičnih celic. In zdaj, kakšna je bila ideja in kaj se dogaja, in to je že spet en super napredek medicine, vam rečem, resnično. Ne. Torej, ideja je bila in zdaj je že to, mislim, v teku in tukaj zdaj je to postalo tudi rutinsko in tako naprej. Ne. Lahko se te matične celice uskladiščijo, ne, in potem, ko posameznik v življenju rabi, se mu enostavno ubrizga tja, ker rabi, da se mu tkivo okrepi. A si predstavljate, kaj je to? Jaz sem vam prej rekel, ko smo imeli neformalni razgovor pred oddajo, ne, torej, to so rezervni deli. Ni hecen. Imamo rezervne dele za človeške organe v teh matičnih celicah. Čudovita zadeva. A ni? Resnično. Ne? In to se zdaj dogaja. In v tej smeri tudi, imamo tudi banko teh matičnih celic, tako da, ko nekdo dobi ta malo, ne, torej, jaz predlagam, ne, zdaj treba razmišljati v tej smeri, to je to, ne, to je napredek medicine, ampak čudovit napredek, vam rečem, ne, se pravi, se posrkajo matične celice, se uskladiščijo, ne, tam pač pod določeno nizko temperaturo in tako naprej in čakajo. In zdaj pa, da se mi vrnemo k naši osteoartrozi pa obrabi hrustanca, ne, ko se te matične celice, to je spet vrhunsko, veste, se dogaja sicer bolj tako poredkoma, ne, ampak se dogaja, matične celice, ok, in potem recimo nastane iz matičnih celic nov hrustanec. In zakaj to omenjam? Ja, pa ker je spet treba jemati glukozamin. Spet treba jemati glukozamin. A veste, in smo istem kot pri avtotransplantaciji. Ne? Če ti iz matičnih celic dobiš hrustanec, ne? Pa če imaš premalo glukozamina in se ti je zaradi tega razvila obraba hrustanca, se tudi ta hrustanec, ki je nastal iz matičnih celic, ki so se za to porabile, spet tanjša. In da bi to preprečili, da bi to zavrli, ne, je treba jemati redno in trajno, evo, to pokažemo ga v oddaji, ne, zdravilo glukozamin Pharma Nord, redno, trajno in to je to. In to bo tudi najina iztočnica za nadaljevanje oddaje. Vidimo se po kratkem predahu. Dobrodošli nazaj v studiu. Če se vam je v tem času porodilo kakšno vprašanje, je zdaj pravi čas, da ga naslovite na mojega nocojšnjega gosta. To je dr. Nikola Krstič iz podjetja Mic Mengeš, že vsem dobro poznani, ponovadi pa predvsem po zelo dobrih nasvetih, ki jih nudite našim gledalcem. Je pa še ena stvar, ki jo morava omeniti, večkrat v teh oddajah sva že razlagala, ampak vi na terenu še vedno opažate, da je treba to še ponavljati. Kakšne so razlike v primerjavi z glukozaminom in pa prehranskim dopolnilom? Ja. Kje pravzaprav dobimo najprej to informacijo in kako si jo potem pravilno tolmačimo? Ja, zdaj imamo, kar imamo, a ne? Torej, glukozamin je lahko zdravilo glukozamin, to se pravi, da ga Državna komisija za zdravila potrdi, je registriran in se umesti v našo farmakopejo. Farmakopeja, to je seznam vseh zdravil, ki jih imamo. Lahko pa je tudi prehransko dopolnilo. Pravzaprav je to nekako pač razvojno, tudi pogojeno in tako naprej, ampak mi smo zdaj v
razvoju v učinkovitosti pri glukozaminu preko prehranskega dopolnila prišli do zdravila. In pri čemer pa se je zgodilo to, da tudi v globalnem merilu so ostali na sceni tudi ti glukozamini prehranska dopolnila. Zdaj seveda, ko je nekaj zdravilo, ima zelo natančne in zelo zahtevne kriterije, merila, ki jih je treba pokriti. Predvsem je recimo to, da je stvar primerno učinkovita, zdravilo, bolezen, to je čist jasna stvar, da če zdravi bo dobil to, mislim, karakteristiko, če pa ne, pa ne bo dobil, pa potem še glede čistosti, Čistost je, mislim, danes civilizacijski problem, čistost, Živimo v onesnaženem okolju, vse je onesnaženo, zrak, voda, hrana, tla, karkoli, in tudi, sem prej rekel, hrana, in tudi prehranska dopolnila, težke kovine, ja. Če pa imaš zahtevek, da v, recimo, nečem ne sme biti čisto nič težkih kovin, in to velja za zdravila. To velja za zdravila. In potem to je tisto, kar je pa zelo pomembno. Težke kovine so strup, težke kovine zbijajo naš imunski sistem. Težke kovine, recimo, prej smo rekli, osteoartroza, to je bolezen v tretjem življenjskem obdobju, ko so ljudje stari. In takrat, veste, je vse na nizkih ravneh, vključno z imunskim sistemom. Imunski sistem deluje, pa brez pretiravanja, vse to je res, deluje tretjinsko, deluje 35%, 40% tu, in zdaj pa, če pa nekdo nekaj redno uživa, in to je pri glukozaminu, mislim, smo rekli prej, da je treba ga jemati redno, trajno, neprekinjeno in vse življenjsko. In zdaj, v tretjem življenjskem obdobju, če prihaja tak glukozamin, ki je prehransko dopolnilo, vsak dan v telo, tudi vsak dan sicer po malem, ampak to se nabere, veste, se pravi, če se jemlje dvakrat na dan ali pa recimo trikrat na dan ali pa enkrat na dan, recimo 365krat na leto, on dobi po malem težkih kovin in se to nabere in to mu tisti njegov imunski sistem, ki je že itak nizek, še bolj znižuje, ker težke kovine, ko enkrat pridejo, ne grejo ven, in zato je to problematično pri prehranskem dopolnilu. Poleg tega pa tudi stroka se je tukaj naravnala, je to malo zamejila je pa tako, da je določila, da je lahko pač glukozamin v prehranskem dopolnilu samo do določene količine. Zakaj? Zaradi tega problema, ki sem ga prej opisoval. Ampak to pomeni, da ta glukozamin, ker ga je premalo, ne more zdraviti. No, zdaj pa eno vprašanje. Sprejmiva telefonski klic, ja, prosim, če si namestite slušalko, da boste slišali našega poslušalca ali poslušalko. Dober večer komu. Dober večer, Andreja tukaj. Jaz moram pa reči, da sem se pred 5 minutami še ne vklopila. V bistvu sploh ne vem, zakaj se gre. V vaši debati sem poslušam gospoda, ki tudi ne vem, kdo je, da govori o onesnaženju tal, pa zraka, pa vse onesnaženo hrana, ampak jaz bi pa takole rekla, mi živimo s tem, mi že kot zarodek skozi stoletja smo tudi umazani potem, in tudi naše mame in tudi hrana in tudi vse, kar dobimo v sebe, je že kontaminirano. Torej jaz mislim, če bi tako pa dobili hrano pa iz laboratorija potem, neoporečno čist, mislim, recimo naj bi nekdo priporočal, bi pa umrli, ker dinozaur bi na Arktiki preživel 10 minut, če bi se vrnil, tako v čisto okolje. Se pravi, jaz bi pa tako rekla, dajmo jesti vse, kar nam sezonsko, kar nam okolica daje, kar nam narava daje, pimo čim bolj vodo iz domačega okolja, jemo med iz domačega okolja, jemo zelje kislo in ne bi hotela biti predolga.
Nič drugega ne rabimo, lete. Pa lepo besedo, lep pozdrav v studio. Hvala lepa tudi za vaš nasvet, lep večer. Ja, saj konec koncev tudi lepa beseda, ne? Verjetno v vaši ordinaciji velikokrat lepo mesto najde. Seveda, ne. Pa In je tudi predvsem ena to, a ne, da pomembnejših recimo, stvari, ko ne. govorimo o bolezni, a ne, rabimo zdravilo. To dvoje gre skupaj, a ne. In če recimo eno zdravilo, a ne, kot je glukozamin, že za toliko letno tradicijo, a ne, in ko ima recimo že teh recimo podpor, a ne, strani, ne vem, Svetovne zdravstvene organizacije, kolaborativnih centrov, pa to traja že od leta 2005, 2007, 2012, pa potekajo potem tudi svetovne konference, ki to podpirajo. To je to, mislim, kot ste rekla, ne, dobra beseda, ne, pravo mesto najde, a ne, je pa tukaj pomembno, da pač gledalke in gledalci, a ne, ki nas gledajo od začetka oddaje in vedo, zakaj gre, a ne, da še enkrat mislim, jim svetujemo, a ne, da ločijo, a ne, zdravilo glukozamin pa prehransko dopolnilo glukozamin. Tako. Kaj pa se zgodi, če pride kdo k vam in reče, da je od glukozamina pričakoval več? Ja. Tako. To je tudi življenjsko, ne. Vsi vemo, kako je v življenju, ne. Nobena stvar ni 100%, nobena stvar ni ne vem, brez kakšnih problemov, vprašanj in tako naprej. In tako je tudi pri vsakem zdravilu, a ne. Tudi, mislim, mi nikoli nismo rekli, da je zdaj, ne, glukozamin zdravilo, da je 100%, ne. Ne, a ne. Po teh, recimo, nacionalnih študijah, ki so jih izvedli v posameznih državah, so ugotovili, a ne, da lahko torej spodobno uredijo 9 primerov od 10. To je zelo visoka številka. Ampak poudarjam, to so nacionalne študije, te študije so obravnavali tudi na vseh mogočih strokovnih forumih, jih preverjali in tako dalje, ne. In to, kar govorim, je verodostojno. Navsezadnje smo to isto študijo, zdaj, ki sem jo omenil, recimo portugalska študija, to je bila tudi uporabljena za registracijo zdravila glukozamin Farmanord v Sloveniji, a ne. No, zdaj pa, tako da včasih je možno to, a ne, da pač nekomu ne pomaga, ne. Tako je, v življenju je tako, ne. Zdaj pa so tukaj recimo da pomaga, da ne pomaga, so tukaj še vmesna dogajanja, ne. Tukaj so še vmesna dogajanja, ne. In zdaj najnovejše spoznanje, ki ga imamo, oziroma najnovejše, to zdaj vemo že nekaj leta, ne, se lahko zgodi to, a ne, da nekdo nekaj časa jemlje zdravilo glukozamin Farmanord, na primer, konkretno je bilo pri tem primeru tako, da je gospa jemala 3 leta pa nekaj časa uspešno zdravilo, pač glukozamin Farmanord, bila je že tam v pokoju, 70 pa plus nekaj let in tako naprej, a ne, in se je lepo uredilo in je imela kar precej časa mir. Potem so se pa kar naenkrat začele težave vračati in zdaj tu se je zgodilo, da nas je poklicala, da smo se mi spoznali, da smo to preverjali, da smo videli, da je to res in potem smo šli tudi v literaturo in kaj smo izlučili ven iz tega, ona nam je pomagala, pa ne samo nam, tudi vsem drugim v Sloveniji, to je, mislim, treba povedati, ne. Torej, mi smo našli študijo na Finskem, a ne, ki je te probleme preučevala in kaj je prišlo ven? Prišlo je ven to, da v 3. življenjskem obdobju se pojavljajo nekatere kronične bolezni, ki nagajajo delovanju glukozamina, ne.
nagajajo v delovanju glukozamina. Zdaj nekatere te bolezni, bom malo tako en tak izraz uporabil, pa se da razumeti, to so neme bolezni. A ne? Dobiš bolezen, pa ne kaže nobenega znaka, sploh ne veš, da jo imaš. Ne? In taka nema bolezen je osteoporoza. Osteoporoza je nema bolezen, ampak pomeni rahljanje kosti in je v napredovali obliki pomeni isto, kot da pač ne moreš živeti, a ne, več. A ne? Veste, ker če ti dobiš multipli zlom, se sesuješ dobesedno in ne gre več. A ne? Tako da je osteoporoza pomembna bolezen, ampak mislim, glej ga zlomka, tudi razširjena je. Precej razširjena, manj kot obraba hrustanca, ampak zelo razširjena osteoporoza je pa nema, pa nagaja na glukozaminu. A ne? No, tako da zdaj, mislim, kakšna je izkušnja? A ne? Izkušnja je ta, koliko je recimo pri tej gospe to bilo, a ne, po 3 letih, ko je začela jemati glukozamin, ne, in smo ugotovili potem, da ima osteoporozo oziroma osteopenijo, to se reče na začetku, je osteoporoza, se imenuje osteopenija, a ne, in smo jim predlagali, pejte čim prej to si urediti, a ne, ker ko vi bolezen dobite na začetku, je veliko bolj obvladljiva, a ne, kot recimo potem kasneje, ko se razvije. Ona si je na njeno srečo in v zadovoljstvo, a ne, vseh, a ne, pravzaprav, a ne, si je to uredila, a ne, osteoporozo je potunkala, učinek glukozamina se je pa vrnil, a ne. No, tako da, zdaj pa treba sklepati, ne, osteoporoze ni malo, se pa lahko recimo nekdo pojavi tako, a ne, da pride z obrabo hrustanca, ki ga kot rečeno boli, in tudi z osteoporozo, pa ne ve zanjo. In zdaj treba pomisliti na to, a ne. Tako da, to je zdaj nekaj novega, a ne, in s tem smo začeli že recimo tiste procente, ki smo rekli, 10% žal, a ne, nimamo učinka pri glukozaminu, za 10%, ne. Zdaj smo tudi to začeli mečken zmanjševati, a ne, in je potem, če nekdo recimo začne jemati glukozamin, zdravilo glukozamin, zdaj govorim za zdravilo, normalno, ves čas govorim za zdravilo, pa ugotovi, da je pričakoval več učinka, prva stvar, ki jo treba pomisliti, kaj pa če imamo osteoporozo, ne? No, to je recimo ena bolezen, ki deluje tako, so še druge, jih je en seznam, je teh takih bolezni, a ne? Tako da, to je zelo dobra informacija, ne? To je spet napredek zdravljenja je to. Ne? In hkrati, kar precej pomembna informacija tudi za vse, ki naj jo spremljajo, vi se radi pohvalite, da imate zelo razvito svetovalno dejavnost in da se za prav vsakega, ki potrka na vaša vrata, zelo potrudite. Se potrudimo. In iz tega, kar ste zdaj povedali, je bilo tudi to razbrati, da ste brskali po knjigah in prišli do neke nove študije. Študiramo in če je, a veste, mislim, to svetovalno dejavnost imamo pravzaprav stopensko, ne. A veste, mislim, nekatere stvari se ponavljajo, ne. Nekatere vprašanja, mislim, se ponavljajo in zdaj, ko dobiš takšno vprašanje, na katero si že nekaj 10-krat odgovoril, odgovoriš, a ne. So recimo potem pa naslednja stopnja, ne, nekatere stvari so pa lahko bolj zahtevne, ne, ali pa neznane, tako kot je recimo ta gospa, ko nas je prvič poklicala. Jaz nisem mu odgovora, sem rekel, gospa, ne vem, kaj se dogaja, dajte nam čas, da mi to pač preučimo, pa vidimo, kako je s tem, koliko se tega pojavlja in tako naprej. To je recimo, in tudi odgovarjamo tudi v tem primeru v pisni obliki, če je treba, ne, če kdo želi, a ne. Imamo pa tudi primere, ko so zelo zahtevni, ne, sicer redki, a ne, in pridejo k nam na posvetovanje, ne. Če kdo želi, če je prav kompliciran primer, a ne, tudi taki primeri so. Zdaj seveda tukaj se dogovorimo za srečanje, se dogovorimo za to, če kdo želi, da nam tudi nekaj gradiva pošle, da se mi pripravimo, ne, pa da še kakšno pomoč poiščemo, ko je potrebno, ne. In velikokrat so ljudje zelo zadovoljni. Jaz se spomnim izjavo, ne, ko je nekdo rekel, da ga v življenju še nihče ni tako obravnaval, tako celovito, ker mi tle se pogovarjamo po uro pa pol, ne. A veste, gremo iz
obdobja v obdobje človeškega življenja in potem izluščimo tisto. Zdaj seveda mi v Mic Mengeš imamo tudi druge artikle, na marsikaj lahko vplivamo. Zdaj se sicer pogovarjamo o obrabi hrustanca, o zdravilu glukozamin Pharma Nord, imamo pa tudi, recimo, lahko podpremo imunski sistem z BioSLM plus cinkom, lahko podpremo tudi energijsko bilanco, ki se izkaže, da je silno pomembna, to je naš biokinon, to je od Pharma Nord iz Danske, biokinon. Potem tudi je zelo obetaven biokrom, recimo, biokrom. Biokrom se umešča v sladkorno bolezen. Za sladkorno bolezen pa spet, veste, smo pred množico, v Sloveniji čez 200 000 ljudi je prizadetih zaradi sladkorne bolezni. Ogromno. In potem imamo tudi zdaj, Pharma Nord je prišla tudi z magnezijem, z enim vrhunskim magnezijem, ki je tudi podpornik marsičesa, veliko stvari v človeškem organizmu in mogoče bi še omenil, zdaj, ko mečkam, tako ste me z našo svetovalno dejavnostjo spodbudila, imamo tudi en čudovit melatonin, ki uravnava spanje, spanec in budnost. To je tudi v tretjem življenjskem obdobju znan problem, to je znan problem, ampak imam pa torej čudovito informacijo, Pharma Nord je prinesla eno inovacijo, s katero je nekajkrat povečala usrkljivost melatonina. Nekajkrat. Celo bi lahko rekel, da ima do 10-krat je povečala usrkljivost, kar pomeni tudi seveda največjo učinkovitost. In tako naprej. Tako da je res to, kar ste rekla. Pri svetovalni dejavnosti se zelo potrudimo. Telefonske številke so na zaslonu, ponavadi. Pa še nekaj govori v prid vaši dejavnosti. Vi večkrat poudarite, da ne bi mogli govoriti nečesa, če tega ne bi tudi sami uživali. Torej, zdaj to recimo čisto dosledno v celoti ne more držati, ampak sam recimo, kar svetujem, v večini primerov, recimo, glede imunskega sistema, skrbim za, glede recimo energijske bilance, skrbim za to, glede dajva pokazati, katera je vaša. To je to, ki so not še kapsule, no to je recimo, to je moj glukozamin, ki ga redno in trajno jemljem, Tako da, to je to, Praviloma drži tako, da si verjetno tudi bolj prepričljiv, ko nekaj govoriš, kar sam doživiš. Jaz sem glukozamin Pharma Nord sam doživel, V svoji najstniški mladosti sem bil atlet, v celju je atletika od nekdaj doma, tako da jaz sem tekel šprint pri Olimpiji v Ljubljani, dobro, ampak potem čez toliko desetletij pa se mi je poznalo na kolenu. Mi je pa pomagal glukozamin Pharma Nord, ki ga recimo zdaj že dobro desetletje jemljem redno, trajno, neprekinjeno in to je to. Problemi so zginili. Še tole povejva, kako se ga uživa? Glukozamin se jemlje redno in trajno, neprekinjeno, vseživljenjsko, to smo danes zvečer večkrat ponovila. To je potrebno zaradi tega, ker je to kronična bolezen, se pravi osteoartroza je kronična bolezen, ki se iz telesa ven spraviti ne da. In ko imaš učinkovino direktno proti tej bolezni, jo rabiš ves čas v krvi, ves čas pa pomeni, vzameš se porabi in to, kot rečeno, vseživljenjsko. Zdaj, mi imamo tako, 3-krat po eno kapsulo na dan, ki se lahko združijo, da se vzame vse 3 hkrati. Zdaj to, da je
proizvajalec Farma Nord obdržal 3 kapsule. To se je zgodilo zaradi tega, ker je imel zahteve od svojih tistih sodelavcev takrat na Danskem, da hočejo ohraniti največjo možno učinkovitost z glukozaminom. To se pa doseže z jemanjem zjutraj, opoldne, zvečer. Tu je največja znana učinkovitost in so rekli, hočemo to ohraniti, ker se borimo, da smo kar se da uspešni in če nekaj vemo, da je najbolj uspešno, hočemo to imeti. No in jih je Farma Nord upošteval in je obdržal 3 kapsule, ki bi jih sicer lahko združil v eno. Zdaj, ko se pa združi to v eno, se pa zgubi 6-7% učinka. To se svetuje recimo pri staremu ateju, pri stari mami, ki je pozabljiva, ali pa pri gospodu generalnem direktorju, ki ima sestanke, pa je zaradi tega pač ne zmore enostavno, zaradi obremenitev, da bi zanesljivo 100% vedno ob teh določenih urah jemal. Takrat tudi svetujemo, vzemite vse 3 hkrati in to je to. Jaz tudi se držim tega, da vzamem vse 3 hkrati zjutraj. No, pomembna informacija. Ja, tako. Pa še nekaj ste mi pred oddajo povedali. Zdi se mi, da je tudi prav, da poveva, in sicer, da vse te težave, o katerih sva danes govorila, so pogosto povezane z imunskim sistemom, podpornostjo. In vi pravite, da je vse več tudi mladih. Ne govorimo več o starih atejih in mamah, ampak pravzaprav o pomlajevanju generacije, ki ima to vrstne težave. Vi to opažate, ne? Ja, tudi. To je zdaj značilno za, mislim, nasplošno, da bolezni se širijo v zgodnejša obdobja, se širijo. Zdaj, tudi kar se tiče recimo današnje teme, te večerne teme, ki jo imamo, sem predlagal, da je to osteoartroza, tudi ta se širi med mlade. Zdaj, zakaj? Premalo se gibljajo, ste pred računalnikom, ne pretrgoma nekaj ur in tako naprej. To ni brez posledica. Tudi kar se tiče recimo razvoja hrustanca, tistega zdravega, zaradi gibanja in tako naprej, ker tudi, ko se ti dovolj gibljaš, se tudi, vse skupaj bolj razvije, tudi mišice, hrustanc in tako naprej. Kot rečeno, smo tukaj zdaj malo moteni, drugače je, pač marsikdo preveč časa sedi in tako dalje, tudi v tej najbolj zgodnji dobi in potem se začenjajo ti problemi. Tudi pri sladkorni bolezni je podobno, Recimo, ko sem jaz študiral medicino, ni bilo govora, da bi se pogovarjali, da bi nekdo v najstniških letih, se pravi pred letom 20, da bi zbolel zaradi sladkorne. Ni bilo tega primera. To je recimo pol stoletja nazaj, pol stoletja. Ampak zdaj pa se tudi to dogaja. Tako da, no pa še nekaj sem vam tudi omenil, pa vam zdaj ponovil, tudi selekcija ni več, vse ostane, kar imamo. Včasih je selekcija zelo delovala, medicina je napredovala, reši vse, vse ostane in potem so problemi. Ampak so pa tudi te stvari, kot rečeno, rešljive, so rešljive, se je treba gibati več tudi, kot smo na začetku oddaje, pa zdaj verjetno zaključujemo, lahko spet zaključimo. Gibati se je treba, gibati več, in to gibanje, to je že v naravi tako, voda, ki je hitra, ki je deroča, ki teče, je tudi bistra, lepa, zdrava, čista, in tudi z boleznijo in zdravjem je tako. Če se mi dovolj gibljamo, je veliko več verjetnosti, da bomo z svojim zdravjem bolj uspešni, pa bolj zadovoljni, pa da bomo imeli daljši rok trajanja. Tudi pri glukozaminu velja enako. Glukozamin omogoča gibanje in več gibanja pomeni živeti bolj zdravo in živeti dlje. In so tudi točno to tudi ugotovili. To smo tudi že enkrat povedali. In ta številka sploh ni majhna. V povprečju glukozamin, redno jemanje glukozamina omogoči za 18% manjšo smrtnost. Za 18% manjšo smrtnost. A si zdaj predstavljate, kaj recimo
ponujamo pač gledalcem in gledalkam z zdravilom glukozamin Pharma Nord. Mal poudarjam, ampak ne pretiravam, ker je tako, ne? Ker je Skoraj tako. čarobna škatlica. Za 18% je pri rednem jemanju glukozamina, zdravila glukozamin in tudi zdravila glukozamin Pharma Nord manjša smrtnost. In to je to. Pa ne gre za životarjenje, ampak za zdravo življenje, za uživanje življenja. Super ste to lepo povedali. Najlepša hvala vam tudi nocoj. Prosim. Uživajte tudi vi v življenju in nasvidenje do prihodnjič. Lahko noč.